Povej nam. Jaz sem šel v salon v prvi vrsti, verjetno večina ne ve, zakaj salon omenjava sploh, ne. Jaz pišem knjigo mojega življenja na nek način že 20-25 let in mi nikak ni ratalo, da bi se vsedel pa v miru napisal, ne. Imeli smo v glavi neko zadevo, da nisem pisatelj, pa sem imel občutek, da bi se moral nekam osamiti v neko lukno, nek hrib ali pa na neko kočo nekam, ne pa pisati tako en Hemingway ali pa kdorkoli, ne. In to mi nikoli ni šlo v bistvu, ne, ker jaz sem v bistvu ene vrste ljudski človek, ne, in rabim interakcijo z ljudmi. In pa sem se spomnil konec decembra, kaj pa če bi jaz to v javnem prostoru delal, ne, kaj pa če bi jaz javno knjigo pisal. In pa sem neko prijatelju, ko smo bila v Ruslarju na kavi, pravim, ti kje bi vsaki plac našel, ne, in pa bum, salon, 2 placa sta spodaj, veliki salon, mali salonček, če mi ta mali salonček odstopijo, da se not preselim, da sem mesec dni noter, lahko pišem v miru, ne. Vem, ker sem prišel mimo. Wow. Mimo sem prišel, sem rekel, veš kaj bom, v salonu bom pisal cel mesec knjigo, pa sem imel, a si se že zmenil? Ne, verej. Ja, ampak... Ne boš se zmenil, pa sem čez 20 minut klical, zmenjeno, In takrat sem jaz dojel, vedel sem že prej, kaj pomeni beseda kreacija, kako smo ljudje sposobni kreirati stvari, ampak v pol ure sem bil zmenjen za življenjski projekt, če bi temu lahko tako rekel. Ja. In potem sem dejansko šel tja, sem rekel, da bi to delal, mesec dni bi se vsedel, noter bi pisal, so rekli, ja, ne moramo imeti menih stroškov s tabo, sem rekel, jaz z vami tudi ne, in smo se, ne, tako vzajemno sodelovanje, je bilo vzajemna komunikacija, usluga, sem začel potem 1. januarja na Facebooku objavljati, da bom šel, potem začel sem neke stavke objavljati, neka vprašanja, nekaj, kar bom v bistvu raziskoval. 1. februarja sem se vselil noter, zadnjega februarja, oziroma 1. marca sem šel pa ven. In imam 120 strani napisanih, recimo, ne, kar je neka taka, neko dobro okostje za začetek, ne. Za knjigo. Kaj se pa ljudi tiče za spoznavanje, kot se rekel, ne, so pa prišli vsi, ki jih želim, ki sem jih želel, ki sem jih celo povabil, ampak tisti, ki sem jih potreboval, tisti, ki sem jih res rabo. Recimo prišel je, kaj najpomembneje za mene, aktualni Prešernov nagrajenec za poezijo, Jure Jakob. Jaz sem pesnik in mi ga je vesolje poslalo, čisto simbolno, nič nismo, ne, on je bral mojo poezijo, jaz sem bral njegova hčerka na moj pisalni stroj tipkala in v zadnji teden je prišel gospod Tone Partič, ki sem ga povabil in bo napisal predgovor knjigo in bo se zavezal, da bo prebral zadevo, ne. Pojavili so se 2 založbi, ki bo ta knjigo vzeli v pač razmislek, da bi jo objavili. Vse se je zgodilo, ne, kar se tiče tega strokovnega ali pa pisateljskega dela. Poleg tega pa se je pojavilo 200-300 ljudi iz enih 15 držav različnih, eni čisto random, naključno, eni seveda, ki smo na Facebooku prijatelji, eni, ki smo pač znanci, pa so vedeli, da bom tam. In so me prišli obiskovati in se pogovarjali, ne, in glih danes mi je eden napisal na Facebooku, ti, kaj si imel to v salonu? Si se pogovarjal z ljudmi, pa si potem pisal njihove zgodbe? Sem rekel, ne, to me ni zanimalo. Mene je zanimalo, kaj bojo njihove zgodbe v meni zbudile. Kaj bo recimo to, kar se jaz s tabo pogovarjam, v meni povzročilo, ne? Reakcija, ja. Internet je tu ful zanimiv, ful dober za tako stvar, ker ko si se zavezal enkrat, da boš cel mesec tam pa javno to objavil, ni bilo pol več poti nazaj. In tudi nekaj, ne? Če bi ti to pisal doma, tudi če bi imel to disciplino, pa tako si rekel, če bi se v neko kočo zaprl nekam, pa bi imel to disciplino, da bi res samo pisal, ta založba verjetno ne bi čula za tebe, no. Marsikdo, ki je bil tam pri tebi, ne bi čul za tebe, če bi bil osamljen. Ja, to je res, ja. Je tudi to ena pot, ne me narobe zastopiti, da greš v kočo, pa na sredi Pohorja pišeš, ampak ta pot ima te prednosti, da je to javno, da je res vse. Ja, ampak ko si sam v koči na Pohorju, ne, pišeš čisto drugače, kot pišeš v prisotnosti ljudi, ne. In na koči v Pohorju, kamot nehaš za uro, 2, 3, 5 ali pa za 2 dni, ne. Tukaj pa ne moreš nehati, ker ti ljudje non-stop spodbujajo, sprašujejo, stojijo ti ob strani. Jaz sem to zato naredil, da sem samega sebe okoli prinesel v bistvu, ne. Da sem deklariral, ker če jaz tega zdaj ne bi končal, oziroma ne bom končal, to je pravzaprav ene vrste socialni samomor, ne. Jaz v life več ne morem nič narediti, ker me ne bo resno jemal, ne. In jaz sem moral sebe prisiliti, v bistvu, ne. In to je bil moj način, ne. Poiskati neko vrsto, tako rečemo, skoči in mreža se bo odprla, ne. In jaz sem skočil dejansko in podporna mreža se je začela plesti, predtem sem jaz kamorkoli priletel, ne. Spomni se, pa opiši občutek
tisto soboto, ko si se odločil, kak si mislil, da bo projekt izpadel, pa kak je pol res izpadel? Ojoj, kakšna razlika je. Ja. Jaz sem se v glavnem odločil sedeti v salonu pa pisati. To je bila moja generalna zadeva. Pisati 28 dni. Če bom vsak dan napisal eno stran, je to A4 recimo, ne, je to potem v knjigi približno 2 strani, to je potem že ene 60 strani, ne, kar se je meni zdelo smiselno za začetek. Ne. Jaz sem dvojno cifro sicer naredil, kar se tega tiče. Občutek sem imel, pa želel sem si, da je prišli ljudje, ki bi mi mogoče pri projektu lahko malo pomagali. Hotel sem se šlepati, temu rečemo, ne. Povabil sem celo neke znane ljudi, recimo, ne. Povabil sem celo fotografa, kao paparaca, da bi nas ujel, pa da bi potem v medijih objavili, ne. Recimo Heleno Blagne sem povabil, pa Salome, pa Zuzano Mlakar, punce, torej iz menopauze, ne. Ja. In na koncu niso prišli, ker se pa Salomeka nekaj naprnila, pa mi je naprej metala neumnosti, pa pustimo to, ne. In kako sem bil na koncu zadovoljen, da niso prišle, ker sem prav ugotovil, kako bi v bistvu jaz svoj projekt čip prodal na neko ime Helene Blagne, ne. Ja. V Svetnikih bi se pojavilo in kaj zdaj? Rene je v salonu, obiskala ga je celo Helena Blagne. Big deal, ne. Ja, kje je tu meja med tem, da se moraš promovirati, pa da ti to škodi, da se promoviraš, ne? To bi škodilo, projektu bi to mogoče koristilo, bi pa meni osebno škodilo. Ja, ker bi imel občutek, da nisem sam bil dovolj dober, da sem mogel imeti nekoga z imenom, da sem se šlepal na njega. Ne? In sem tako zadovoljen, da niso prišli, da sem res hvaležen, da niso prišli. To pravim, to razmišljam, ne, pač, da mal postiš moč drugim, ne, da ti pomagajo, ampak zato dobiš ful publicitete. Ampak v kakem razmerju je odvisno, ne, to hočem povedati. Veš, kaj se pa lahko zgodi, tega sem se mogoče zelo potem bal. Vse mi ne bi ratalo, če ne bi bilo njih. Kak? Vse? Ne bi mi uspelo, če ne bi bilo teh zunanjih ljudi, ne. Tega pa ne. Spet bi predal mojo moč nekomu drugemu. To delam v lifeu doskrat, ne. Da imam občutek, da sam nisem dovolj dober, da bi lahko nekaj izpeljal, da moram vedno imeti nekoga zraven, ne? Po možnosti nekoga z renomejem na položaju, veš, na neki poziciji, ki z potem vplivom, ne. Ja, zanimivo. Mislim, ja, isto je za odmigice, ne? Ja, vse recimo. Ista stvar, ne? Pa če rabimo nekoga povezovalca, ko bo uspelo stvar tako je treba, zato da bo nam lažje, ne? Jaz sem recimo, ko sem bil v KGB-ju na Tošu parkrat zaporedoma, popolnoma iskreno želel, da nam Toš pomaga, recimo, ne? Da bi, ne, pomaga. Da nam da nasvete, da nam da ne ideje, ampak da nas ovrednoti, recimo, ne. Spet isto, ne, nismo dovolj dobri. Je pa seveda zmeraj fajn, če ti neka avtoriteta reče, ti, to je pa fajn, ti, to pa ni vredo, ne. Teda, če zameš to kot neke vrste kritiko, pa kot neke vrste mentorstvo, je to nekaj druga, ne, ko pa če se šlepaš na nekom, ne. Ko je bil v sredo na naši predstavi, ne, na vaši, jaz nisem nastopal, se mi je zdelo, mislim, ono prav, ne, čas, da je prišel na Stož, vas Stož pogledat, ne. In mene je ego rovljal, Toš je tukaj, jaz pa ne bom na odru. Čas za to, mislim, to moraš vedeti, da je prišel, dolga pot je bila pred njim pa za njim, da je prišel, da si je vzel čas za nas, tako da to svaka čas, da je prišel. Šel je takoj na pokoncu, jaz ga nisem več videl ga pa je Tim. Tim je šel pošten ga dol, Toš pa gor, pa ga prednji Tim sploh kaj lahko vprašal, ne, kak je bilo, je Toš rekel, ba je, dobro je bilo, pa šel. Tako da, to je edini feedback za enkrat, tako da. Ampak vsaka čas, da je prišel pogledat, ne. Nimo vse eno. Ne samo, da mu ni vse eno, pokazal je, da je človek na mestu in da je podmladek nekaj, kar ga zanima in da veš, že z obiskom je dal ogromno vrednost samemu dogodku, ne. Valjda. Kaj pa dol? Fuck, jaz to moram videti.